Pri Seedu imamo en tak malce grenak priokus, da izgleda preveč dolgočasno. Ampak ker je Kia pametna, je problem rešila zelo pametno. Seedu so dodali črko X, nastal je X-Seed, v prevodu presegati. Dobro, niso samo dodali črke X, ampak so ga tudi malce dvignili in očitno so se jim ob tem sprostile vse oblikovne blokade v glavi. Samo poglejte, kako dobro izgleda. Pa še dobro se pelje. Tale ima ta močen 1,4 litrski turbo bencinski motor, ki smo ga v Seedu zelo pohvalili. Tudi tukaj je fajn, dovolj poskočen in zlahka porabi samo okrog 7 litrov. Avto torej zdaj izgleda fajn, dobro se pelje, motor je zanimiv, takšen ročni menjalnik je tudi prijeten, vseeno pa mi nekaj manjka. Tale zaslon je nekaj majhen, imel bi večje platišče, pa kakšno bolj atraktivno barvo. Evo, takšnega, točno takšnega bi imel. Jaz se ne vozim več z ročnimi menjalniki, sem se prav zagrebil za tega. Imajo pa pri Kii domiselna imena oprem. Rdeč je bil Joy, čeprav več veselja prinaša takšen Stream. V bistvu ga streama oziroma prenaša. Verjetno je bilo to smešno samo meni. Kljub 4 cm večje oddaljenosti od tal je X-Seed za na cesto, tale to podkrepi še s programom vožnje Sport. Je kar podobno med vožnjo kot pri klasičnem Seedu, občutek na volanu je enak, veliko boljši in natančen je, kot je bil včasih, samo malo več nagibanja v ovinkih. Manjše cestne luknje kar dobro prejadra, jih pa rdeči lepše, ker ima manjša platišča. Možnosti za napredek vidim še pri zvočni zatesnitvi. Notranjost je enaka kot pri Seedu, torej dobro sestavljena, nič kaj razborljiva, bi pa monotonost lahko razbili z barvnimi dodatki, ki so v ponudbi. Na jamranje o trdi plastiki v X-Seedu pozabite, tule je večinoma vse mehko, sem pa totalno navdušen nad 10,25-palčnim zaslonom multimedijskega sistema. Je zelo odziven, ponuja ogromno funkcij in sam še kak malo bolj pametni asistent mu manjka, da bi bil res hud. Je pa na voljo samo pri tej najbolje založeni opremi, ki je od opreme Joy dražja za vsaj 4000 evrov. Še digitalne merilnike pogrešam, ker vem, da so v ponudbi in so res hudi, sicer pa so tule še LED luči zunaj, ogrevani sedeži in volan, cel kup varnostnih funkcij, še radarski tempomat. Prostornost spredaj ni vprašljiva. Veliko je odlagalnih mest, v vrata grejeta velika plestenka, vozniki boste takoj našli pravi položaj za volanom. Zaradi nizke strehe zadaj pa boste vsi višji od 1,80 m imeli občutek utesnjenosti. Zadaj tudi ni veliko prostora za stopala, ker sta sedeža precej nizko postavljena, je pa po drugi strani prtljažnik presenetljivo širok in z majhnim nakladalnim robom ponuja več prostora kot tisti v Seedu. 426 litrov, 31 litrov več. Pri Kii verjamejo, da se bo večina odločila za 1,4 litrski turbobencinski stroj, ki da od sebe 103 kW moči, se pravi 140 konjev in 242 Nm navora. Istega imava oba z Amžetom in misliva, da bi pri nizkih vrtljajih lahko dal še malo več od sebe, sicer pa je lepo prožen in se do 100 požene v 9,4 sekunde, v 9,2 če bi imel ročni menjalnik. Tale pa mi je seveda bolj všeč, ker je spojen 7-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom DCT, ki je neodločen pri speljevanju, med vožnjo pa predstavlja skoraj neopazno. No, poraba je tudi tu zlahka pod 7 litrov. No, da se za konec ne bom zapletel s temi Kiinimi cenami in popusti, kar rabiš priročnik. Takšen z najbogatejšo opremo je s popusti lahko vaš za dobrih 25 tisočakov, kar je dejansko zelo fajn cena. Rdeči iz uvoda pa je vaš za manj kot 20 evrov. Dobra cena, nekaj.